sem dolgo sem se sekirala, kaj sem jaz, kaj mene definira, ampak na koncu vseeno ugotoviš, da pač jaz sem jaz. Jaz imam svojo definicijo in pač jaz sem svoj človek in nima veze zdaj, ne vem, neka beseda, da pač pove, kdo sem jaz. Jaz sem Kaja Solo in sem biseksualka. Jaz sem začela spolno usmerjenost raziskovati, ko sem odkrila, ne vem, Tumblr pa različne spletne strani, kjer se je v bistvu povezovalo z celega sveta najrazličnejši ljudje. In takrat sem odkrila te definicije, si biseksualna, si panseksualna, si ne vem kak seksualen. In dolgo sem se sekirala, kaj sem jaz, kaj mene definira, ampak na koncu vseeno ugotoviš, da pač jaz sem jaz. Jaz imam svojo definicijo in pač jaz sem svoj človek in nima veze zdaj, ne vem, neka beseda, da pač pove, kdo sem jaz. A misliš, da je lažje sprejeti biseksualnost pri ženski, kot pri moškemu? Definitivno je lažje sprejeti žensko, sploh v Sloveniji ljudje, oziroma nasploh se mi zdi, da ženske smo itak med sabo ful bolj fizično, znamo si pokazati, da se imamo rade, znamo si povedati, da se imamo rade in tudi najboljše prijateljice se lahko držimo za roko in to nobeden ne pomisli, one dve sta pa ziher, ne vem. Če ste pa dva fanta držita za roke, je pa to kar čudno in nesprejemljivo in ne vem niti zakaj, ampak itak pač moškim je vedno bilo všeč, če sta dve ženski skupaj in tega ne obsojajo, če sta pa dva moška skupaj, je pa ogabno. Obsojamo stvari, ki jih ne razumemo, no, tega. Jaz sem sfiltrirala ljudi, ko pač ne sprejemajo drugačnosti. Zaradi tega, ker mi ni bil interes jim niti povedati, oziroma na kakršenkoli način imeti take ljudi v življenju, ki pač tega ne razumejo. Tako da zdaj imam res, v svojem življenju obdržim samo tiste ljudi, ko pač jim je v redu biti, jim je v redu se pogovarjati in nimajo problemov z drugačnostjo. Moji starši so že od nekdaj ful odprti do vsega in se mi zdi, da so mi zelo zgodaj so mi začeli govoriti vse različne opcije življenja, recimo spomnim se, da moja mama je meni vedno povedala, da je treba pomisliti, kak je drugim. In ona je bila vedno empatična, ona je vedno razumela, kako se drugi počutijo. In ona res zazna različne stvari v življenju, ne vem, po tonu mojega glasa ve, da sem jaz neki, da sem žalostna, da sem jezna, da sem vesela, ona takoj ve. In se mi zdi, da je ona vedela že po moje, ko sem jaz bila v vrtcu, da sem jaz mogoče malo drugačna kot moji sošolci. Zaradi tega, ker v vrtcu sem se jaz zelo rada igrala s fanti in smo se igrali, ne vem, z avtki, pa smo šraufali, pa ne vem kaj vse. In so v bistvu moja vzgojiteljica je mojo mamo klicala v šolo oziroma v vrtec, da jaz ne znam dojenčka previti. In moji mami je bilo to ono, ja, pač ne igra se s punčkami, nikoli ni bilo zdaj to neki. In moja mama je rekla, ja, okej, mi pač, vi se sekirajte, pač mi se ne bomo. In tudi naprej je bilo tako, da enostavno je ona meni dovolila, da jaz raziskujem vse. Zelo sem bila v fantovskem svetu. Z mojim očetom sem hodila na dirke, na računalniško šolo sem hodila. In ko sem v bistvu rekla moji mami enkrat, mami, kaj če bi jaz pripeljala punco domov, je mama rekla, okej, mislim, nič posebnega, super. In se mi zdi, da tudi ostali, tudi moj oče je to sprejel. Pa smo midva hodila v shopping skupaj in sem si kupovala, ne vem, vse majice iz moškega oddelka, ker so mi enostavno bile všeč in sem se ful sprejeto počutila. Jaz, kakor poslušam druge zgodbe oziroma zgodbe drugih ljudi, ko so mogli svojim staršem to povedati in to so res kake stiske so, da so v bistvu utesnjeni in se ne počutijo dobrodošlo v svojem lastnem domu s svojimi starši. Meni je to, jaz, ko razmišljam o naši zgodbi in o tem, kako moji starši enostavno rečejo, ja, okej, jaz sem res najbolj hvaležna in tudi vem, da moja starša bosta vedno stala v moji strani in zato tudi poskušam na mojem kanalu odpreti neko platformo, kjer lahko mladi pridejo k meni in mi te zgodbe povejo anonimno na Instagramu, kakorkoli, ampak že tisto, da nekomu povejo in da nekdo sliši in reče, to je v redu. Vem, da je grozno, da starši mogoče tega nikoli ne bojo sprejeli, ampak sej prijatelje si lahko pa izbiramo in lahko izberemo tiste ljudi okrog sebe, ko nas res imajo radi in jim je to vseeno.
Predvsem pa je pomembno, da sami sebe sprejmemo, da si ne zanikamo, da recimo smo pol, ne vem, da ne sprejemamo drugih zaradi tega, ker ne moremo sprejeti sebe. Kako te sprejema tvoj fant Tomaž? Mislim, Tomaž kot tipičen moški itak najprej reče, a zdaj bomo lahko imela pa trojčka, a ne, to je itak po mojem vsak moški pomisli. Ampak jaz vedno opozorim, da to je vseeno monogamija, ne poligamija, ne zanima me več ljudi naenkrat. Midva, ne vem, vidima, kako dobro bejva na ulici in pol oba dva rečema, o, wow, ta je pa res dobra, ne. Da bi imel kak problem s tem, pa se mi zdi, da dost ne. Zadnjič smo se s Tomažem pogovarjala, kaj bi on naredil, če bi ga jaz s punco prevarala, ne. In v bistvu prva misel mu je itak bila, da ja, okej, s punco ni tako hudo, ko je mogoče s fantom, ne. Ampak vseeno, ko pa pomisliš, da bi bila čustvena navezanost na nekoga drugega, namesto na Tomaža, vseeno ugotoviš, da bi bil vseeno enak problem, kot pa če bi bil moški. Tako da je v bistvu pol na koncu bi verjetno vseeno bil isto ljubosumen. Seksualne izkušnje s punco še nisem imela, šla sem na dejte, ampak se mi zdi, da to je bilo zaradi tega, ker smo bile še toliko mlade, se mi zdi, da nobena ni vedela, kaj v resnici pričakuje od tega in se v bistvu na koncu pol ni nič zgodilo. Po mojem bi bila z moškim, vseeno bi mi bilo veliko bolj komot, zaradi tega, ker vem, kaj narediti in vem, kako se obnašati, da je moškemu všeč. Za ženske pa vseeno nisem čist ziher, se mi zdi, da vseeno bi mi bilo zdaj še vedno malo neprijetno. Mogoče bi vseeno rabila eno, ko ima malo več izkušenj kot jaz, ker jaz bi bila enostavno, verjetno bi bila veliko bolj živčna, če bi bila ženska, ja. Moram pa reči, da poljubljanje s punco je pa definitivno veliko boljše kot pa s fantom. Danes smo govorili o eni taki malo bolj resni temi, ki mogoče marsikomu ni glih najbolj prijetna za govoriti. Zdaj, če imate vi kakršnokoli vprašanja, komentarje, lahko napišete dol spodaj. Če pa kdo hoče napisati anonimno, lahko pa tudi me kontaktira na Instagramu ali pa kjerkoli. Jaz vedno poslušam različne zgodbe in vam vsaj poskušam vedno odgovoriti. Drugače pa ja, večkrat bomo govorili o kakih resnih temah, marsikaj bomo še raziskali. In za na konec, če vam je bil video všeč, kakor vedno bodete en like, subscribite se dol spodaj, komentirajte, kakor sem rekla in to je to. Lepo se imejte, veliko se smejte. Čau!